na današnji konferenci. Dejansko tukaj še celo te vse zadeve, ki sem jih predstavljal danes, niso samo vprašanje uprave, ampak so to dejansko lastniki, družina, ki ima v lasti naše podjetje, se odločili, da bodo določena načela želeli zasledovati in tukaj dejansko ni nekega veta. Tako da v bistvu za nekatere od teh stvari dejansko ne moramo se tudi uprava ali pa tudi višje, ne moramo se premisliti. To je nekaj, kar smo sklenili in kar moramo zasledovati in narediti, ne. Tako da smo mi v našem oddelku dostikrat kar veseli, da imamo to, ta v bistvu ta veto ali pa da lahko rečemo, okej, ne, to pa ne bo šlo, ker ne smemo tako delati, ne, in se tega tudi kar zelo striktno držimo. Tako da dejansko tudi uprava dostikrat nima, četudi bi bile tendence, ne, pač za nami je res neko turbulentno obdobje in je bilo veliko nekih tendenc, ja, pa se zdaj pa mogoče ne bi kaj bilo certificirano, ker je lahko ceneje, pa res ne moremo pa tako, ampak smo z veliko naporov tudi to obdobje prebrodili in se teh načel, ki sem jih danes predstavljal, kar želimo držati, ne. Tukaj potem ni samo vprašanje uprave, upravnega odbora ali pa oddelka kot takega, ampak so to načela, ki so zapisana in se jih ne sme kršiti. Tretji steber, recikliranje, nagovarja krožno gospodarstvo. Tu imamo 2 KPI-ja, spremljamo delež reciklabilne embalaže in delež reciklirane plastike. Izzivi so predvsem pri kavi, ki potrebuje pakirne materiale, ki ohranjajo aromo in okus, kar je velik tehnološki izziv in trenutno je najpogosteje uporabljena embalaža, ki zaenkrat ni še reciklabilna. Izdelek Bar Cafe Flora nagovarja ta naš KPI in je pakiran v folijo brez aluminija, Gen Protect, ki je tudi reciklabilna. Verjetno ste že slišali, Donat se polni v 100% reciklirani PET, kjer smo tudi z LCA analizo dokazali, da je to trenutno najboljša rešitev za pakiranje, boljša celo od povratnih steklenic. Kakšen pa je, ko so nas pa primerjali z našo konkurenco, pa so ugotovili, da smo dejansko izmed 31 konkurentov, ki proizvajajo jeklo in grodl, med 5 tistimi, ki dejansko imajo natančno opredeljene cilje zmanjšanja lastnih emisij. Pri teh istih 31 konkurentih smo med 4, ki dejansko sploh poročajo o certifikaciji po standardu ISO 4501. Če pa primerjamo širše, se pravi ne samo proizvajalce jekla in grodlja, pa tudi se pravi proizvodnje družbe z področja kovinskih materialov in predelave, smo med 11 tistimi, ki nekako smo certificirani za 45%. Nek glavni cilj je v tem trenutku pač pri nas usmerjen v obseg 1 in 2, se pravi naše lastno delovanje, tam, kjer imamo največji vpliv. Kot telekomunikacijski operater seveda je za nas bistven energent električna energija, zato bomo na tem področju vložili in vlagamo naše napore po eni strani s tem, da bomo kupovali elektriko pridobljeno iz nizkoogljičnih virov in pa z našimi lastnimi obnovljivimi viri energije, se pravi sončnimi elektrarnami. Zaenkrat imamo postavljenih 6 elektrarn, v načrtu so pa še nove lokacije. Seveda se pa pri našem poslovanju ukvarjamo tudi s krožnim gospodarjenjem in pa odgovornim ravnanjem z e-odpadki, saj se zavedamo, da so e-odpadki en pomemben del, lahko tudi, če jih pravilno zajamemo in pravilno posredujemo naprej v predelavo,
da so pomemben del sekundarnih surovin, ki pač zmanjšujejo potrebo po primarnih surovinah, ki so velikokrat bile v zadnjem času predmet polemik, tako glede izkoriščanja naravnih virov, kot tudi spoštovanja človekovih pravic pri pridobivanju teh surovin. Pa še izziv, s katerim se srečujemo, da je naša pripravljenost nuditi vse alternativne energente, ki niso fosilni ali pa so bistveno manj obremenjujoči z vidika ogljičnega odtisa, na visoki ravni. Pripravljenost potrošnika, bolje rečeno, njegova zmožnost konzumirati trenutno še mnogo dražja alternativna goriva oziroma obnovljiva goriva v prometu, pa je bistveno slabša. In bistvo vse družbe, v kateri delamo, vseh deležnikov v družbi, tako regulatornega okvira, kot tega ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem, je ravno v tem, da bomo te energente bili zmožni tržiti na način, da bodo naše stranke sposobne skupaj z nami narediti ta premik v razmerju nakupa. To se mi zdi pač najbolj težka naloga in tudi največja diskrepanca v odnosu poslovne uspešnosti in kazalnikov, ne. In vsi, ki danes proizvajajo jeklo iz rude, bojo poskušali proizvajati jeklo iz skrepa, mi rečemo, iz jeklenega odpadka, ne. Kar pomeni, da bo naenkrat jeklenega odpadka na tržišču premalo. In zdaj, to je zagotovo eden naš, tak bom rekla, vidik, eno veliko tveganje tudi za naš načrt razogljičenja, ker pač zdaj ali odpadka ne bo dovolj, ali bo predrag, ali kakorkoli, pač bom rekla, kamorkoli se bo ta stvar odvila, se tega zavedamo in to je bom rekla, res ena naših večjih tveganj, ki je tudi v načrtu ovrednoten. Konkretno smo se pa letošnjemu letu lotili implementacije zelenih dogodkov. Pivovarna Laško Union je soorganizator Piva in cvetja in na tem delu imamo lepo priložnost, da tudi vsako leto vpeljujemo trajnostne prakse iz vseh delov, to se pravi tako z okoljskega kot družbeno odgovornega. In seveda tukaj smo pa tudi, imamo pa veliko priložnost še za naprej, kako naše deležnike, s katerimi na teh dogodkih sodelujemo, tudi nekako ozavestiti, opolnomočiti, da nekako tudi sprejemajo naša pravila in tudi seveda, ker to je tudi pri nas zdaj obvezno, da tudi trajnostno delujemo tudi na tem delu. Tako da ja, poleg teh dogodkov imamo tudi s potrošniki oziroma na samem trgu veliko prisotnost, če gledamo emisije, to sodi v obseg 3. To bomo v naslednjem letu začeli meriti in tudi poročati, tako od same embalaže, uporabe reciklatove embalaže, načine povratne embalaže, kako se ta embalaža pri samih potrošnikih in trgovskih verigah tudi nekako manipulira. In ko bomo pa začeli poročati, v naslednjem letu bomo pa dejansko dobili tudi rezultate na tem delu. Nehajmo izhajati iz sebe, ampak se naučimo, kot smo že dostikrat slišali, sprejeti stvari, sprejeti, da je možno, da druga oseba drugače razmišlja, da drugače deluje. Verjetno je kdo med vami, ki ga kdaj v jezik, kako je WC papir obrnjen. Verjetno je kdo med vami, ki ste ga tudi kdaj obrnili. Včasih skoraj vedno vprašam ljudi, ali popravljate WC, a kdo popravlja WC papira, se kdo ujezi, in veliko ljudi se javi. Vprašamo se, razjezite kdaj, kako je WC papir obrnjen. Pa rečejo ja. Potem vprašamo se, lahko ljudje zaradi tega skregajo, pa eni zelo odločno, ja, seveda lahko. Potem pa vprašam, ali je to življenjsko pomembno? In so vsi enotni, ne, ampak kljub temu se lahko skregamo.